Ojla, danes bi rada govorila o nečem, kar imamo mi veliko nas globoko zapisano v naših celicah, v naših zgodbah iz otroštva. Se mi pa zdi, da tudi naši otroci to zdaj doživljajo na precej močen način. Ampak bi dala bolj v bistvu poudarek na nas same. In to je mit, ki se kliče najprej štalca, pol pa kravca. Verjetno ga vsi poznate, to je mit, ki govori o tem, da je treba najprej zgraditi hišo oziroma kupiti stanovanje, potem imamo pa šele otroke. Lahko otroke. Ta mit je po eni strani plemenit, zaradi tega, ker govori o tem, da otrok potrebuje pač nekje biti, da ga ne moramo kar imeti brez odgovornosti, ker se strinjam. Ampak to je neko površinsko sporočilo. Spodaj pod tem je pa še veliko enih sporočil. Mogoče ena zelo pomembna stvar, ki vam jo želim sporočiti s tem videom, je, da veliko staršev, ki rešujejo najvodila, in tudi veliko parov, ki pridejo na partnerske terapije k nama, govorijo o tem, ko raziskujemo zgodbo o navezanosti, govori o tem, mene je imela stara mama, oči pa mami sta zelo hitro začela hišo graditi in potem ni bilo nobenega časa več. Pač šla sta v službo, po službi sta prišla domov, sta pojedla tisto, kar je mama skuhala in sta šla delati. Jaz sem bila ali pa bil pa pri stari mami. Zelo veliko je teh zgodb. In stara mama je edina oseba, ki me je potolažila, stara mama je edina oseba, ki me je poznala, stara mama je edina oseba, ki se je zanimala zame. Skratka, kakorkoli zdaj opevamo tiste čase, ki so bili naši starši ob 2 doma, a ne, tudi vidimo, da ni nujno, da so oni ob 2 za nas imeli nepretrgano časa, tako kot velikokrat se o tem govori in velikokrat o tem razmišljamo. In jaz bi rada danes vas vprašala, kaj so v bistvu vaše prioritete. A sploh veste, kaj so to prioritete? Kaj so to prioritete? Prioritete so v bistvu vrednote, ki jih mi postavljamo ki jim dajemo neko vrednost, bom tako rekla. Prioritete so vrednote, ki jim dajemo neko vrednost. Kaj je za vas najbolj vredno? Zdaj pa poglejte, za nekoga je najbolj vredno to, da zgradi hišo. Za nekoga drugega je najbolj vredno to, da ima veliko denarja na bančnem računu. Za nekoga je najbolj vredno to, da se zdravo prehranjuje. Za nekoga je najbolj vredno to, da dela dobra dela. Recimo, da je dobrodelen. Za nekoga je najbolj vredno to, da ima urejene odnose. Skratka, veliko enih prioritet imamo v življenju in fino je, če se teh prioritet zavedamo. Zakaj? Zato, ker če ne skačemo sem pa tja. Kaj je vaša največja vrednota? Čemu dajete vi največ vrednosti? Če cel popoldne sedite s svojim otrokom pač za šolskimi zvezki, verjetno dajete največ vrednosti temu, da on pač dela za šolo. Ne bom rekla izobrazbi, zato ker izobražujemo se lahko na različne načine, a ne? Če pa mislite, da dajete s tem največjo vrednost izobrazbi, pa pomislite, kaj se otrok uči v šoli in kaj se mora naučiti iz življenja, zato da boste naredili tukaj eno ravnotežje, da ne bo imela šola take moči, da vam jemlje cele dneve, zraven pa se pozabimo učiti iz življenja. Skratka, prioriteta je zelo pomembna stvar in pomembno je, da se mi tega zavedamo. Vam bom povedala en primer. Jaz sem zelo sem si želela, da bi midva za naše otroke, najinim otrokom dala dom. Prej sva živela v eni ulici, kjer smo bili sami sorodniki, imela sva majhno stanovanje v eni hiši in je bilo čisto super, čisto fino je bilo. Ampak otrok sva pač imela veliko in jaz sem želela, da se osamosvojiva, da greva čist na svoje, da greva stran iz te ulice in da damo domu neko svojo energijo.
Kaj se je potem zgodilo? Veliko ljudi recimo špara celo življenje, zato da si na koncu zgradi hišo. Jaz sem pa rekla Albertu, lej, če bova midva šparala celo življenje, bojo otroci stari 30 let, bo najstarejši, ko bova midva imela dovolj denarja, da kupva hišo. In pač jaz za sebe hiše ne rabim. Meni je dovolj manj prostora potem. In sva vzela kredit. Ogromen kredit sva vzela in sva kupila hišo. Zdaj boste rekli, wow, štalca, super, res, bila je štalca. Kaj se je v tej štalci začelo dogajati? Zaradi ogromnega pritiska, da morava ta kredit vračati. Albert je vmes izgubil službo. Rodil se je še najmlajši sin. Blazno je bilo veliko nekih dogodkov, ki so bili tako kot velika stiska v najinem odnosu, in ker sva midva pozabila skrbeti za ta najin odnos, se je zgodilo to, da je najin odnos se začel odtujevati. In ta štalca je na koncu izgledala kot ena hiša iz ceglov in oken in vrat, ki noter ni imela nobene vsebine. In zdaj vam jaz samo želim sporočiti to, štalca je super, ampak štalca še ni dom. Dom naredijo odnosi. Najprej odnos med parom, partnerski odnos, potem odnosi do otrok, potem odnosi do naših staršev, ki tudi če ne živijo zraven, so del naše družine, odnosi do prijateljev, odnosi do sveta okrog nas, a se skozi pritožujemo, ga kritiziramo, vse dajemo v nič, mi neki veljamo, drugi nič, a smo spoštljivi do drugih ljudi, a skušamo ne soditi drugih ljudi. Ne vem, recimo zadnjič sem pač zgodila se je neka nesreča v bližini mojega doma in sem šla pogledat, kaj je bilo. In sem pač prebrala neko zgodbo, ki je pač bila težka zgodba, ker je bila to tragična nesreča s smrtnim izidom, in potem mi je oko ušlo na komentarje. Dragi moji, kaj je tam vse pisalo? Tega sploh pač ne želim ponavljati, ampak hočem vam reči. Norčevanje z voznika, pametovanje okrog nesreče, sodbe, predvidevanja, grozne zgodbe. In predvidevam, da nihče od teh ljudi, ki je pisal spodaj te komentarje, ni pomislil, da je umrl nek človek, ki ima nekje svojo družino. In da bodo oni verjetno to prebrali in da jih bo to prizadelo. In da to ni prav, in da ne poznajo zgodbe, da ne poznajo človeka, da ne morejo kar tako nekaj govoriti, za zabavo, za ne vem zakaj. To je naš odnos do sveta. Kakšen imamo odnos? A smo prijazni, ljubeči, a se trudimo razumeti? A znamo je tudi tišini stran, če nam kaj ni prav, in pustiti, da se zgodba odvije po svoje, in ne soditi tistega človeka, ki je pač bil tam? Kaj gledajo naši otroci? Kaj naše stene, naše štalce vsebujejo? V kaj mi prihajamo? Kaj je energija, v katero prihajamo? A je to prijazna energija, dobrodošla energija, mehka energija, nežna energija, kar rečemo, wow, koliko je tle lepo v tej štalci? A je to hlad, sterilnost, štalca, ki ima poln tistih stavkov, moram, ali je to nekaj, kjer smo lahko, jaz velikokrat rečem, goli in bosi sprejeti takšni, kot smo. Zelo pomembna stvar. Zdaj bom se vrnila tja, kjer sva z Albertom kupila štalco in zaradi napora vsega, kar se je dogajalo, pozabila na najin odnos. Nekaj vam bom povedala, samo še kole so nama prstki z vode gledali, ko sva se potegnila ven in rešila ta odnos. In rešila
nek odnos z najnimi otroki posledično. Ker vsi vemo, ko gre partnerski odnos narazen, se tudi odnosi z otroki spremenijo, če hočemo ali pa ne. Ker otroci so navezani na oba in tako je tudi prav. In družina je za otroka največji, najbolj temeljni občutek varnosti, ki ga ima. Tako se mi zdi zanimivo, veste, tudi otroci, ki prihajajo iz družin, kjer je bilo veliko konfliktov, razvijajo neke preživetvene strategije, da preživijo v takih družinah. Ne bom govorila, da nimajo ran, pa da niso srečni, pa tako. Ampak vseeno to razumejo kot svojo celico. Tako da ta vaša štalca, ki jo imate, obarvajte jo z občutkom varnosti, dajte vanjo vaše vrednote, dajte tem vrednotam vrednost, dajte prioriteto narediti, kaj vam je prioriteta v vašem življenju. Meni sigurno so prioriteta odnosi. In bom o tem v naslednjih videih posnela še en video, ker vam želim povedati, kaj pomeni to, če postaviš, ali pa kaj pomeni to, ko postaviš odnose kot prioriteto. Ker takrat, ko nekaj postavimo kot prioriteto, se moramo tudi kdaj čemu odreči. Ne gre zmeri tako, da bi vse imeli naenkrat. Imamo lahko po korakih, ampak vse v eno roko ne moramo prijeti. Pač naša roka je toliko velika, da lahko toliko drži. In moja roka je dolgo časa držala samo odnose, zaradi tega, ker je bilo to nujno potrebno in ker je bila to moja največja vrednota. Moja naj prioriteta. Razmislite o tem, kaj so vaše prioritete. Dajte si malo pisati, ker je pomembno, da pišete, vaši možgani to dojamejo drugače, sploh če pišete na roke. In se vidimo v naslednjih videih. Hvala, ker ste me poslušali. Hvala, ker mi pomagate s tem, ko delite te posnetke, da svet postaja lepši. Hvala za vaše vprašanja in komentarje. Zelo veliko mi pišete vprašanja v mail, dajte se upogumiti in napišite vprašanja v komentarje, zato ker, ko jih boste delili z drugimi, boste mogoče dobili tudi drugačne odgovore. Srečno in hvala!